Beletrina v živo. Lepo pozdravljeni na dogodku, ki bo mogoče malo drugačen kot so preostali, na katerih se večinoma govori o eni sami knjigi. Danes se bomo pogovarjali kar o celi zbirki. Ob meni je Anita Drnovšek, učiteljica slovenščine, ki pa je s književnostjo aktivno povezana tudi kot avtorica spremnih besed in pa didaktičnih gradiv k besedilom. Ves čas pa išče tudi inovativne poti oziroma pristope, kako pri mladih bralcih vzbuditi zanimanje za knjige. Danes pa je tule ob meni še zaradi ene druge vloge, in sicer je urednica nove, zelo ambiciozno zasnovane knjižne zbirke Zvezdna beletrina, ki jo bova skozi pogovor predstavili. Seveda pa se bova pomudili tudi ob prvi čisto sveži peterici knjig iz zbirke, ki so tule za mano. Bom začela kar s citatom iz kataloga. In sicer: Zvezdna beletrina je knjižna zbirka svetovne in slovenske mladinske klasike, namenjena mladim v novih vrhunskih prevodih. Pa torej kar začniva na začetku. Kaj je pravzaprav botrovalo zasnovi takšne zbirke? In pa tudi to me zanima, kako se je porodilo ime zanjo. Ja, vsej tej produkciji knjig Beletrina ni tiskala knjig za mladino. In po klasiki, po knjižni zbirki Klasika se je porodila ideja, da pa bi tudi za mlade bralce pripravili nabor knjig svetovne in slovenske klasike. In ideja je potem zelo hitro se prerodila v projekt, v sodelovanje, in ja, jaz tudi verjamem, da je ta projekt in knjižna zbirka nekaj inovativnega, ne samo novega. Zvezdna beletrina ime, to je pa res veliko enega udejstvovanja zelo različnih ljudi. V uredniškem odboru, ko smo začenjali razmišljati, kako bi knjižno zbirko poimenovali, je bilo vrsto predlogov. Želeli smo ohraniti beletrino v naslovu, ampak pridevnike smo pa kar iskali, ne. Pa je bila sinja, pa je bila modra, pa je bila prima, fina, beletrinca, zvezdna, mavrična. In na koncu smo povprašali otroke. Oni so bili tisti, ki so potem med vsemi temi imeni izbrali in so se odločili za zvezdno. Čisto enostavno. Jaz sem jim dala, še par kolegov povabila prek Mentimetra, katero ime bi bilo za vas najzanimivejše za poimenovanje knjižne zbirke namenjene mladim, in so predlagali zvezdno. In potem je bila krščena kot zvezdna. In jaz tako včasih pohecam, da če že ni napisano vse v zvezdah, no, je pa v zgodbah Zvezdne beletrine. Res je. Torej, preverjeno na terenu. Tako je. No, tudi v katalogu lahko preberemo, da je pri sami zasnovi zbirke bilo upoštevano mnenje mladih. Kako je pa to pravzaprav v praksi potekalo? Tudi na podlagi kakšnih vprašalnikov, zasliševanj? Ja, vsega sem se posluževala, ker tako kot oni mislijo, da bodo modrovali nam, tako tudi mi, učitelji ali pa odrasli, znamo priti do kakšnih pomembnih podatkov tudi s takim modrovanjem. Ja, danes nam številne aplikacije to omogočajo, to je res, ne. Pa še nekaj, ne, jaz včasih, ko sem bila mlajša, sem vedno za nasvete prosila starejše, ne. Zdaj, ko sem pa starejša, pa vidim, da vse več povpraševanj ali pa ko česar ne vem, ne, grem povprašam mlade, ne. Ja, mi smo, jaz sama sem jih zelo vključevala v to, da takoj, ko znotraj kakšnega sestanka se nam je porodila kakšna ideja ali pa vprašanje ali pa kako naprej, pa usmeritev, smo povprašali njih, ne. Čisto konkretno pri naslovnicah, kakšne si želijo, ali bi bile recimo na naslovnicah fotografije ali bi bile ilustracije, ne. Potem barve, ne. V bistvu je veliko teh kontrastnih na podlagi črne, to mi je bilo všeč, saj odziv je bil takšen. Potem velikost črk, recimo, ne. Seveda vsi stremijo k tem malo večjim črkam, ne. Pa tudi če je pol knjiga malo debelejša, ni pomembno, ne, ampak bere se bolj tekoče, ne. Tudi do tega smo prišli potem skupaj, recimo, ko jih je velikokrat je bilo omenjeno, no, da jih moti, če klasične tekste berejo in ne razumejo besedišča. Da sicer na povrhu razumejo, ampak ne grejo po globoko branje. In ja, ravno od tega njihovega odziva, recimo, se je porodila potem ideja za slovenske knjige oziroma za slovenske avtorje, da razlagamo besedišče pod črto.
Tako da, ja, zelo veliko so snovali zraven z nami in en velik delež prispevali v bistvu k tej inovativnosti. Ali pa drugačnosti, bom tako rekla. Super, ja. To se zdi zelo smiselno, Zelo, pri takem projektu vključiti mlade, če ni namenjeno. Tako, ja. Rekla sem že, da je v bistvu zbirka zelo ambiciozno zastavljena. V 5 letih je predvidena izdaja 25 knjig, kar pomeni 5 naslovov na leto, 3 prevedeni in pa 2 izvirna slovenska. Pa me zanima, kaj pa je bilo tvoje vodilo pri izboru naslovov? Zdaj, jaz sem malce kasneje pristopila v tem uredniškem odboru, ampak seveda dovolj zgodaj, da seveda znam odgovoriti na to vprašanje. Ampak v uredniškem odboru so se že v začetku seveda zelo ukvarjali s tem, da bi bilo žanrsko pokrito čim več različnosti. Se pravi, od realistične zgodbe, problemske, fantazijske, domišljijske, pustolovske. Tudi to je bil en kriterij. Potem ta zastopanost, ki si jo že omenila, se pravi približno enakovreden delež prevedenih knjig kot slovenskih avtorjev. Seveda to, da je knjižna zbirka nekje namenjena od 9 pa do 15 let, sicer v katalogu se hvalimo tako do 99, ampak zato, ker... Sem opazila, ja. Ja, pa to ni marketinško, ampak je predvsem zato, ker to so res knjige, ob katerih smo rasli mi, malce starejši, in ponuja eno priložnost družinskega branja, pogovora, in pa seveda za mlade bralce, ki bodo prvič se seznanjali s temi knjigami. Zastopanost tudi kakšne pisateljce, ne samo pisateljev. Tako da to se nam je izredno pomembno zdelo, vključiti vse v teh nabor 25 knjig. Ste se pri tem ozirali tudi kaj na šolski kurikulum? Ali to ni igralo posebne vloge? Ne, je pa res, da je skladen. Ampak zato, ker je tudi v kurikulumu oziroma učnih načrtih slovenščine klasika zastopana, kot tista, ki je vredna branja, seveda iz več razlogov, in nismo prav posebej usmerili se k temu, ampak ja, večina del je zastopana tudi v berilih, kot podlonkih. Večina tujih besedil je oziroma bo prevedena na novo. Gradišnikovi prevodi sem opazila, da ostajajo. Naprimer, Koča strica Toma je pa samo jezikovno osvežena. Pa me zanima, kakšne so bile odločilne okoliščine za to, kdaj se bo neko knjigo na novo prevajalo in kdaj prevod ostane? Mi smo celotno zbirko želeli približati jezikovno mlademu bralcu. In jaz vedno, kadar slišim Zvezdna beletrina prevod, se spomnim ene izjave Milana Dekleve, ki med drugim prevaja oziroma je prevedel Alico v čudežni deželi. In je rekel, ko so ga povpraševali po tem, kaj aktualno zdaj počne na prevajalskem področju, da si takšna knjiga zasluži nov prevod, ker je slovenščina živ, ukretan in razveden potok. In to se nam je zdelo vredno, ali se pravi pri Gradišnikovih prevodih, ki bom jaz kot urednica jezikovno urejala, in ne bojo šli nove prevode, ker so jezikovno dovolj aktualni še za mladega bralca, ob nekaterih, ki zaradi zgodbe ponujajo, kot je Alica, si zasluži nov prevod. Tako da to je bilo predvsem vodilo, približati jezikovno, torej kvalitetno mlademu bralcu to zgodbo. Koča strica Toma je pa zelo zanimiva, ker ima res eno tako zanimivo prevajalsko zgodovino, ki jo jaz do nedavnega recimo nisem poznala. Koča strica Toma je zgodba, ki v mojih očeh, ko sem bila mlada bralka, bila kot ena in edina, in jaz sem mislila, da berem takrat integralno izdajo, da je tista Koča strica Toma, ki sem jo jaz brala, res celoten prevod. Ampak temu ni bilo tako. Tisti je priredba in mi se bomo tudi naslonili na to priredbo, prevedla jo Olga Grahor. In Kristina Brenk je naredila priredbo. Janko Trupa je pa opozoril na to, da je ta integralni prevod, če bi se ga mi zdaj v naši izdaji posluževali, da je, kot je Kristina Brenk že rekla, nezanimiv, preobširen in da ga mladi ne bodo brali. Opozoril je pa še na nekaj, da bi ga bilo treba jezikovno posodobiti, ker ima zelo veliko tega rasističnega diskurza, ki bi ga on absolutno spremenil kot poznavalec te tematike, tako da te knjige se jaz tu zelo veselim. Zdaj, omenila si to jezikovno prenovo, in dejansko tudi nekatera domača dela so ali pa bodo doživela
če citiram, nežno in spoštljivo osvežitev. Zdaj, jaz sklepam, da je kar precej zahtevno loviti ravnovesje med izvirnim in pač nekim sodobnim, izrazjem in da se pač vseeno zajame pač nekega duha zgodbe, ne? Pa me zanima, kdo bo dejansko upravil takšne jezikovne osvežitve. A je to v tvojih rokah ali za vsako knjigo najdeš ti enega človeka, ki se bo s tem spopadal? Ja, te dve besedi, nežno in spoštljivo, sta res prav moji, no. Ne samo kot urednice, ampak tudi zato, ker sem jaz v prvem letniku posodabljala jezikovno Butalce. In ja, res je, zelo težko je najti neko uravnalko, no. Meni kot seveda izkušeni bralki, poznavalki književnosti, ljubiteljici zgodb in vsega tega besednega sveta, seveda besedni umetniki zelo veliko pomenijo, In najprej mi je bilo tako zelo jasno in enostavno, sem rekla, no vse to bomo približali, malo bomo otroke povprašali, kaj je tisto, kar je moteče, seveda ohranili vse tisto, kar naredi Frana Milčinskega vrednega in edinstvenega, No, potem se je pa zelo hitro zataknilo, Saj kakšen predpreteklik odpraviti pravzaprav ni nobena težava, Pa kakšne zaznamovane, recimo stilno, ne vem, tudi časovne prislove, ki niso več toliko v rabi, tudi zakaj ne bi, da bo ta beseda tekla njim bolj v ušesih, pa da bodo globje brali. No, potem se je pa res začelo v tem vrednostnem smislu pojavljati kot številno vprašanja, kdo sem zdaj jaz kot tista, ki bom in v koliki meri približati mlademu bralcu, pa čemu sploh to početi. Tako da jaz za Butalce lahko rečem, ker sem jih jezikovno posodabljala, sem se predvsem držala tega, da recimo, če meni kakšna beseda, recimo žagrat v Butalcih, mislim, jaz sem šla v SSKJ in sem rekla, dobro, za krstija. In potem mi kolega tako reče, sej Anita, se boš morala za krstija tudi po črto razložiti. Skratka, koliko, v kakšni meri ohraniti pa predvsem tisto tradicijo literarnega časa, kar se mi pa zdi vrednost klasike. In zato sem zelo vesela, da je ta pobuda, ideja strani otrok prišla, da se te besede oziroma ne prevajajo, da se razlagajo po črto. Torej, ohraniti tisto, kar naredi avtorja edinstvenega in približati samo toliko jezikovno, da beseda, da zgodba teče in da je globje branje, to je tisto, kar mi je bilo zelo pomembno. Naslednje leto se ravno tako lotim za drugi letnik gimnazijke, ampak tam gre za drugo, ne gre za čas šol, recimo, ko že ni jasna beseda mlademu bralcu, kaj pomeni, da je učitelj vpisal nekaj v dnevnik. Veste, ker oni imajo dnevnik branja, mi pa vsi vemo, da so bili dnevniki, kamor so se pisovali ure in podobno. Tukaj bo to veliko lažje narediti. Miran Hladnik, recimo, posodablja Kekca nad samotnim breznom. Tako da, ja, spet je bila presoja, kateri teksti so tisti, ki res potrebujejo več te jezikovne osvežitve, katere bom pa samo jaz kot urednica. Recimo tako kot Mire Mihelič, Pridi mili moj Ariel, kjer pa je bilo teh jezikovnih posegov bistveno manj. Ja, to se v bistvu sliši zelo smiselno, ravno zato, ker bo verjetno omogočalo nekako res bolj gibko, bolj tekoče branje. Tako. V katalogu Igor Saksida, ki je šel v eni posebni vlogi, h kateri bom prišla malo kasneje, ponudi nek svoj odgovor na vprašanje, zakaj in kako brati klasike. Mene pa zanima, kakšen je tvoj odgovor na to vprašanje oziroma predlog? Jaz nekako, tako kot ta klišejski odgovor bo, seveda klasika je edinstvena, je večna, je kvalitetna. Ampak to mladega bralca danes ne zadovolji, če mu to poveš, da bomo pa brali res nekaj kvalitetnega. In meni se zdi ena velika vrednost, ki pa jo jaz v delu z otroki absolutno doživljam, to je to, da oni prepoznajo jezikovno dobro ubesedeno zgodbo. Meni je izrednega pomena brati klasično literaturo zaradi ubeseditve, zaradi skladne. Niti ne toliko zaradi same zgodbe. Saj mi zgodbo sprejemamo, recimo lahko tudi, ne vem, iz današnjega časa je kvalitetna, ampak kar ne pomeni, da sodobna seveda ni. Ampak vidim vedno, ko beremo, recimo, da prepoznajo to kot eno veliko kvaliteto. Torej, brati takšno besedilo zato, da se jezikovno polnomočimo. Jaz jih velikokrat vprašam, kaj je večje vrednosti, da ti recimo vrednost zgodbe in jezika.
a ti je bolj pomembno, a ti je večja vrednost, da recimo ti neko slabo zgodbo včerajšnjega dne znaš na dobro povedati ali pa obesediti, ali pa obratno. In oni se seveda odločijo za dobro obeseditev, se pravi, jo prepoznajo, ime vrednost in kvaliteta. To v bistvu zanimivo, zelo ampak zanimivo. hkrati pa to zelo dragoceno, da dejansko tako razmišljajo na tak način. Tako da jaz mislim, si res ne bi nikoli za te mlade bralce, seveda ne bodo oni sami posegli, zdaj po teh tekstih, danes je že samo v tej založbi, če pogledamo, pa je to ena ogromna produkcija in knjig in možnosti branja, ampak približati jim tudi na tak način, predvsem tudi zato, da bo sam postajal boljši bralec, torej da ni branje samo branje zgodbe, ampak je raziskovanje sebe in pa nekega časa, ki je del tudi tradicije. In to se mi zdi pri klasiki res največja vrednost. Ja, se strinjam. No, v naboru besedil izstopa antologija poezije. Avtor izbora je že omenjeni Igor Saksida. Torej, v bistvu je ta antologija malo posebna, ker gre sicer za prevode pač enega dela v celoti. Verjetno bi lahko tudi kakšno pesniško zbirko izdali v celoti, ampak ste se odločili za antologijo. Pa me zanima, glede na to, da jih v Sloveniji kar nekaj že imamo, v čem bo ta drugačna od teh že obstoječih? Pa se ne vem, jaz mislim, da v tem prostoru zdaj, če omeniš Igor Saksida, potem veš, da je nekaj drugačnega. Lahko povem, da ne bo šlo za rap. Lahko povem, da ne bo šlo za rap. Bo pa zagotovo drugačna. Ja, mi z Igorjem smo se veliko pogovarjali o tem, tudi predvsem se je on sam, tako je imel razmisleke, pomisleke ob tem, v čem je lahko to zdaj drugače. Se pravi, vse imamo antologije, kot si že sama omenila, pa številne, ampak mi smo se vedno pogovarjali tudi v tej smeri, v kateri tudi jaz vsak dan z otroki podoživljam ta svet poezije, da si oni želijo ene globine, in da velikokrat presegajo meje mladinske književnosti. In torej ne bo antologija samo tisto, kar že do sedaj ponuja mlademu bralcu termin mladinska poezija, ampak tisto, kar si mladi želijo in tudi sprejemajo. Se pravi, bo šla majčkeno čez okvire, lahko tudi starosti, lahko tudi nekega avtorja, tako kot naprimer, ne vem, lahko bere otrok v 6., 7. razredu Žila Verna, ki sploh ni mladinski pisatelj, jaz velikokrat v razredu doživim, da tudi kakšnega klasičnega pesnika dojemajo v svoji veličini zaradi neke globine teksta, ki si misliš, to pa ni za mladega bralca, ampak odpira njihove čustvene in miselne svetove. In jaz mislim, da si bo Igor dovolil in da bo velik izziv zanj, kot tudi potem za bralce, da bo spet nekaj drugačnega. Sigurno. Pa spet nekaj, o čemer se bo dal fino verjetno tudi potem pogovarjati. Tako. Vse to je pa namen. Jaz mislim, da je branje je vedno tako, kot je že rekel Trubar, oziroma kar si je rekel že za Biblijo. Torej, rabim knjigo, rabim sebe. Ampak vse tisto, kar pa lahko ti odpreš, kamor lahko prideš, kaj vse lahko razvijaš, je pa meni osebno, ker sem pač pedagog, bralni dogodek. Ali pa to, kar zdaj mi dve počneva. Se bi lahko vsaka pri sebi doma brali, če se pa pogovarjajo, je pa še večja vrednost. Če pa še delili s kom. To so taki fini momenti. Tako je, res je. No, tale zbirka ima tudi likovnega urednika. To je Damjan Stepančič, ki po eni strani pravi, da je bilo nekako njegovo izhodišče, da pri literarnem delu, kjer je to mogoče, objavi ilustracije iz prve ali najstarejše izdaje. Po drugi strani pa izpostavlja svežino in pa nek nov način branja, k katerim lahko pripeljajo mladi ilustratorji. Zdaj to drugo mi gre nekako bolj skupaj z to idejo o jezikovnih osvežitvah in tako naprej. Pa me zanima pravzaprav, kako poteka sodelovanje med vama. Torej, kako imata kakšen vpliv drug na drugega, ali se on res popolnoma samo osredotoča na likovni del in ti popolnoma in sama na besedilni del? Ja, do zdaj, do izdaje kataloga, s katerim se Zvezdna beletrina seveda predstavlja, in seveda zdaj prvi letnik, ki je nedavno izšel, smo res zelo veliko sedeli skupaj. Veliko smo se pogovarjali, torej veliko smo načrtovali, kot smo že omenili, na podlagi odziva otroka, kako in kaj in tako naprej. Ampak tako, kot je tudi sam rekel, oziroma v spremnih besedah ali pa v katalogu pod izjavo, on zelo točno ve,
kaj želi, in tudi točno ve, kam želi tega mladega bralca usmeriti. Tukaj smo se dopolnjevali, ko smo se sestajali in smo presojali. Recimo, ko točno gledam tam sproti mene Alico, jo jaz prva skozi enim takim steklenim učkom naredil, in potem smo vsi rekli, da je Damjan, ne moreš to v kotko prav scary izgleda. Mislim, se je fantazijska pa vse. In on je zelo dovzeten za takšne stvari. Ko pa sem jaz začela, recimo otroci so tudi poslikali najljubše naslovnice. Šli so v knjižnico, pa sem rekel, dajte mi, kaj je tista knjiga, ki te recimo vizualno nagovori. No, tam je bil že tako mečken en korak nazaj, ker je rekel, ne moramo samo tisto, kar je njim všeč. Jaz točno vem, kako mora se dopolnjevati zgodba, ali pa kako naj se, glede na vizijo likovnega urednika, dopolnjuje torej zgodba in ta vizija celotne zbirke. Tudi on je bil zelo strikten pri tem. Res je navezoval ilustracijo znotraj na to, da je stremel k tem klasičnim prvim ilustratorjem. Kar se tiče pa naslovnic, naslovnice so pa res, mislim, aktualne. Mene so vedno znova, kadar je prinesel na založbo te svoje osnutke, jaz sem rekel, ne morem verjeti. Jaz sem si osebno čisto drugače predstavljala. Jaz sem si Malega princa predstavljala kot Malega princa, ki ga imam v svoji podobi, ker ga ljubim dobesedno kot bralka v tej svoji prikupnosti. Recimo, on se je odločil popolnoma samostojno potem, seveda, logično, in mi je super. Ker ko smo se pogovarjali, on je velikokrat rekel, veš, to v šolah vi, tako usmerite bralca na eno gledišče. Pa se ga pa se boš menda dal na naslovnico, ne vem, vrtnico. Ampak, ja, ne vem, je vedno delal, ne vem, bom videl. In meni so konkretno, tako sem tudi jaz začela sama potem večkrat drugače gledati. Se pravi, če hočemo narediti nekaj novega, ne gre se za to, da je to novo, zato ker je pač drugačno, ali pa provokativno mestoma celo. Jaz, ko sem videla na Butalcih Coffee to go, jaz sem kratko se čakaj zdaj, s čem ne to povežem. In on je vedno rekel, lej, da se, in se šla v razred in sem prišla, dajte mi povedati, pred mesto za domače branje Butalce, Coffee to go, kako lahko to povežem? To je tako zgodba, to go. A ja, okej. Se pravi, mislim, da je on želel nasplošno in da naslovnice res ponujajo priložnost ene kritične prisoje, povezovanje, res nekaj drugačnega. Ne samo zato, da vzbudi pozornost, ker je naslovnica res drugačna, ampak iskati neke vzporednice, kar je njemu tako vredno in je na koncu napisal. Želim vam veliko bralnih užitkov o branju in gledanju. In to se mi zdi res odlično. Mladega bralca je usmeril tudi s spremno besedo v vsaki knjigi in opozarjal na to. Tako da to se mi zdi spet nekaj novega, kar sem že prej povedala, da branje ni samo stremenje, torej presoji nekih motivov za ravnanje oseb ali pa kakorkoli, ampak da raziskuješ, ne samo sebe, ampak tudi samo zgodbo, literarno vednost, kar želiš. In to se mi zdi spet ena priložnost, da lahko torej spet opolnomočimo mladega bralca. Ja, to se mi zdi zelo dragoceno, da tudi likovnik pride do besede. Tako, točno to. Ja, ker se mi zdi, da je tega dejansko premalo. Ja, res je. Ja, sicer pa pozitivna presenečenja, oziroma dobra presenečenja so pa itak vedno pozitivna. Ja. In dejansko lahko nekaj premaknemo v nas oziroma v našem pogledu. No, del vesolja zvezdne beletrine pa niso samo ilustracije, ki so vsekakor tudi en svet, eno vesolje, ampak tudi splet. Na katerem so pa didaktična gradiva, poudarke pa tudi na, kakor sem zaznala, na zabavi, igri, druženju, torej tak malo bolj sproščen pristop. To je verjetno tudi eden od načinov, kako aktualizirati klasike, kaj ne? Ja, res je, stran je tudi spletna, ne samo v knjigi. Z didaktičnimi gradivi se jaz zelo veliko ukvarjam, ker se mi zdi zelo pomembno in vredno, kako torej razvijati. Zelo dobro si povedala, se pravi, ne samo to, da se pogovarjamo v knjigi, ampak zdi se mi pomembno tudi to, da se razvija njihova kreativnost, ustvarjalnost. Jaz opažam v vrstah otrok v razredih zelo veliko razvitih nekih sposobnosti, ki če jim ne ponudimo, bom rekla, ustreznega načina, ali pa da niso izzvani, sploh ne priplavajo na površje. In meni se je tako zdelo, da je lahko tudi, če je zabavno, pa ne poenostavljeno. Recimo konkretno didaktično gradivo
Resnica ali izziv, ki se je porodila meni ob ideji, kaj pa če bi to, kar se oni igrajo, naredili kot igro bralnega dogodka, recimo po njihovo rečeno flaša resnice. Ja. Se pravi, če je resnica tisto, da ti odgovoriš na vprašanje in se navezuje na neko resnico, se pravi na razumevanje zgodbe, je potem izziv, ko te izzivam v nečem, da deliš na podlagi prebrane zgodbe in morda razkriješ kakšno skrivnost, pa kaj, kar je na prvi pogled prikrito v družbi, se mi ni zdelo nič narobe, če se na ta način igramo. Meni se je vedno zdelo narobe, če enostavno poenostavljamo, zato da jim bo lažje. In recimo v naboru pridi Mili moj Ariel, kjer so nastale potem te bralne kartice, ki sem jih jaz tudi usmislila z nekimi navodili, da se deli, igra na različne načine, morajo prekleto misliti, ko se igrajo. Pa v bistvu niti ne vejo. Če jim pa dam recimo za domače branje, ne vem, 30 vprašanj beri in reši in potem napiši in se muči, vzamejo to kot eno služno lastniško delo. Tukaj pa preko igre in takšnih izzivov so pač izvali na drugačen način. Kolegica Nina Bradič, ona je recimo ustvarila, ona je bolj tehnično podkovana, jaz sem ljubitelj, kot so se že prej govorili, vonja knjige, neki v roke papirja, še tako igre za na mizo. Ona je pa res mojstrica različnih računalniških aplikacij in je naredila sobo recimo pobega, da vstopiš v neko muzejsko sobano in potem si na nekih fotografijah razgleduješ življenje in spoznavaš avtoričino življenje, pa potem vstopiš v drugo sobo, če ugotoviš geslo in prideš v zgodbo, torej avtorice, konkretno zgodbo v knjigi, se mi spet zdi nekaj inovativnega. Na prvi pogled, ko zgleda, se bomo malo klikali, ampak spet na en približan njim način v bistvu prideš do nekega kvalitetnega bralnega dogodka ali pa do nekih kvalitetnih pogovorov. Spodbujana je predvsem v didaktičnih gradivih njihova kreativnost, ustvarjalnost pa sodelovanje. Recimo, poveži se, jaz velikokrat vidim, mi imamo že v vrstah otrok odlične ilustratorje. Otroci odlično znajo risati. Potem so ali so na glasbenem področju dobri, ali so kot bralci dobri, ali so kot pripovedovalci dobri. In jaz vedno spodbujam, povežite se in ustvarite nekaj novega. In ta kreativa je njim res ljuba. Hkrati pa potem stvari, ki nastanejo, človek sploh ne more verjeti, da so to ustvarili, ne vem, 13-15-letniki. No, super, sem že na začetku to tvoje iskanje inovativnih poti izpostavila, pa vidim, da res ne poznam meja, tako rekoč. To se sliši vse tako zanimivo, da bi se tudi kar jaz bi vstopila v to sobo pobega recimo in preizkusila. Dobrodošla. No, zdaj bi te pa v bistvu za konec, ampak kar vzemi si čas, bi te prosila, če pa predstaviš tale prvi letnik čisto svež Zvezdne beletrine. Ja, res, prav fajn druživi sva se tukaj le zadaj. Če čisto konkretno, ko sem govorila o Butalcih, sem že povedala, da je res ta njihova imenitnost, da imajo vse samo pameti. Torej, ta izdaja res ponuja res še kaj enostavno več. Zakaj več? Več enostavno zato, ker spet se bom sklicvala na tisto, ampak mi je res pomembno in zelo sem ponosna na to in že preizkušeno tudi pri mladih bralcih, da recimo, ko odprejo in berejo zgodbo, da imajo takoj na začetku pod črto razloženo Kočura, Kajža, Lajbič, uboga ime, Saje, Žlahten. Saj na prvi pogled oni grejo mimo, pa vse razumejo. Vse to je seveda slovenščina, tudi če je stara. In to se mi zdi v tej zbirki res en velik doprinos. Ko so rekli, ko si jim predal Butalce za brati, so rekli, čuda se, kaj ste to dala, to moramo vsako tretjo besedo starša spraševati nekaj. Zdaj pa pogledajo in se mi zdi, da morda tudi te, kot oni rečejo, Butalci so tako butasti, pa so pa še tako težki. Da zdaj morda, če jim ostaja ta imenitna nepamet, da bodo vse lažji. Tako da toliko o Butalcih. Meni zelo ljuba zgodba Pridi Mili moj Ariel je zgodba, ki se jo jaz spomnim iz otroštva kot iz nanizanke. In jaz v 25 letih je nikoli nisem dala recimo brati otrokom. Enostavno je to knjiga, ki je bila malo zaprašena, oziroma je zdaj spet privekala na dan, tako kot nova, zgodba pa zelo imenitna. Res imenitna.
In tudi tale Marinka kot deklica, čudovita, tudi na koncu, ko smo povzeli, otroci so tudi to izbrali. Na koncu mora nujno pisati, o čem gre, nekaj me mora nagovoriti. Če je sam ilustracija, ne vem, potem dam tako nazaj in je ne berem. Ravno tako primerna za fante kot za punce, ker jaz tudi nikoli nočem deliti, bom rekla, neke književnosti pa zgodb pa literarnih junakov na fantovske pa na dekliške, ker tokrat presenetijo v tem, da nekaj, kar je pa namenjeno puncam, to bodo pa samo one brale, pa se fantje ne bojo odzvali. Mislim, da temu ni tako. In tukaj je ravno pravšna mera, bom rekla, obeh. In fantovskega delavša in taka močna Marinka, ki je meni tako zelo všeč. Tako da to bo zagotovo knjiga za mladega bralca, v kateri se bodo prepoznavali. Jaz mislim, da v tem, česar si pa otroci vedno zelo želijo, mi mislimo, koliko so skozi telefoni, pa da ne berejo, pa da si ne želijo nekega izkušenjskega sveta zunaj. Samo enostavno, tako kot je rutina pri nas v življenju hitra, je tudi pri njih vse več obveznostmi zapolnjena. Tukaj je pa ena taka prosta igra, svoboda, ko te noben ne more po telefonu poklicati, ker jih tudi še ni bilo. Tako, ja. Ja, Alisa v tej svoji fantaziji, to so zgodbe, ki jih res že tudi sicer poznamo, bomo rekli vrhunski prevodi, kar ne pomeni, da so potem tisti, ki so pa ostali, zdaj ne vrhunski, ampak res je, da prevajalci teh tujih avtorjev so veliki umetniki, zato se lahko, jaz mislim, da te knjige kitijo s tem vrhunski prevod. Alica je fantazija, Alico poznajo mladi tudi recimo iz angleške bralne značke in potem preberejo ti Snopič, in sem izdanič rekla, ker ste vi že brali, da je Alico, smo jo pri angleščini, in pa tako povejo, zgodbo Čajanke in mislili, da je to vse, imam knjiga, ki imam tega še veliko več, te fantazije zelo veliko, in tega nonsensa na začetku nekako ne sprejmejo. Meni se pa zdi, da je prevod Dekleve res veličasten, ker je pesnik, In tisto, kar je bilo verzificirano v izdajah, predtem je tukaj tako obogateno, ker so te verzije tako odlični, da še prav te popeljajo zvočno, melodično, z vsemi temi sredstvi, ki jih lahko poezija uporabi, prav v to luknjo, da še ti ne odpadaš. Tako, nagajivi, navihani, bolj navihani, jaz ne moram reči, da je bil Stržek. To so danes mladi bralci, to so danes fantje, ki si želijo na tak način raziskovati svet in ne hoditi v šolo, biti drzen, upati si več. Tako da jaz mislim, da je Stržek, jaz ga nisem nikoli. Mogoče kolegica se danes spraševala, kaj ga še berejo, veš, to imajo tako občutek, da je to neka taka stara zgodba, pa da je zdaj teh zgodb toliko več. In potem sem jim zadnjič dala v 6. razredu, pa sem jim brala, seveda so po Pepetu, po Stržku so vedeli, da gre za Stržka, ampak to je tisti trenutek spet, če je nekaj dobro, vtihnejo, prisluhnejo in se rekla, bom vas jaz še tle dobila v ta svet tega Stržka. Modri, večni, mislim, mali, veliki princ, lahko pokažemo nekaj, torej ni vrtnice. Ne, ni vrtnice. Je po moji glavi, sigurno. In tudi, ko smo zbirali, oziroma, ko sem sama zbirala za didaktično gradivo, Oder je tvoj, ker ponuja odlične dialoge in ta spoznanja, sem si jaz, ko sem najprej mislila, saj to bodo oni prebrali na ravni zgodbe. Je bil mali princ, ki je, po različnih planetih spoznaval neko modrost, resnico in bojo tako na površju vzeli. In potem sem rekla, dajte, kaj bo navodilo sam po domačem branju, samo take modre misli si izpišite. A sam to, si mislila za enkrat, se oni to vejo, če malo, da potem sledi še veliko. Ampak sem potem rekla, da poiščite dialoge, če bi bil naslov, če modrost je naslov, poišči dialog in ga potem uprizori. In seveda, jaz sem si takoj za začetek zbrala dialog med vrtnico in Nečimrno in malim princem. Seveda ponuja pa nešteto priložnosti za res kvaliteten bralni dogodek na podlagi dialoga, na podlagi dramatizacij ali pa zgolj, kar je vrednost knjige, za tisti užitek pod kovtrom, pa da jo prebereš in da ti zleze pod kožo, ker Mali princ je pa res klasika, ima res večnosti in večne kvalitete. Tako da to je teh 5 že velikih knjig zvezdne beletrine, jaz tudi rečem, jaz si res želim, da zasijajo te zgodbe, tako kot je rekel Milan Dekleva, ker si to zaslužijo, predvsem si pa res želim, da ob njih sijajo bralci.
in čim več takih res bralnih dogodkov, da bomo sijali vsi, no, in da bomo uživali v kvaliteti knjige. No. Vidiš, to je zelo zanimivo, a ne? Ker točno to sem jaz hotela zvezdni beletrini kot popotnico za konec zaželeti, da bi čim bolj sijala in da bi pa hkrati dobila tudi ta sijaj v očeh bralcev, ki bojo knjige iz zbirke jemali v roke. Tako je. Mi je bilo pa tudi zelo lepo slišati te tvoje izkušnje iz razreda, kako znajo mladi bralci presenetiti. In upam, da bojo kar še naprej presenečali tudi ob vseh teh knjigah in vseh, ki še pridejo v naslednjih letih. Tako da hvala za pogovor in hvala vam za pozornost. Pa lep dan želim še naprej. Hvala lepa, Gaja. Beletrina v živo.